zgodbe in pa s kakšno še eno napravo, eno tehnološko napravo, če jo lahko napišete, da vidimo, s čim si bo ta junakinja pomagala ali pa junak, pa bomo, tako da kar napišite v klepet. Recimo pravljica bi bila lahko, ne vem, recimo to bi bil lahko Tonček, ki išče avtomatski šilček za barvice, ampak to je zelo dolgo časa, to je verjetno polka take, ali pa je o deklici, ki ima dežnik, ki je lahko balon, ampak to ste tudi že vi. Evo, zdaj pa videl, junakinja bo Nina, itak pa Nintendo, jasno, seveda, takoj Nintendo pa Xbox ste rekli, pa Bučko, Nina pa Bučko, te dve imeni sta mi zelo všeč. Nina in Bučko bosta junaka te naše pravljice in teleporter mata. To je pa v redu, meni se pa zdi to zelo v redu zgodbica. Nina in Bučko in njun teleporter. Začne se takole. Dajte mi zdaj samo še malo napisati svojo najljubšo hrano, malo napišite, pa napišite še recimo kakšno žival napišite. To zdaj kar not napišite in to bomo vse začeli. Začne se pa zgodbica takole. Jaz sem pisatelj, zdaj moram dati ta pisateljska očala gora, ne? Tako, zgledam bolj, ne bomo kar takole. Zato, ker mi vi pomagate. V glavnem. Nina in Bučko sta se nekega jutra zbudila. Zazehala sta na ves glas, se pretegnila in si privoščila zajtrk. Bučko je zajtrkoval bombone, Nina pa solato. Kako je bilo dobro. Potem pa sta si privoščila še piškote in krompir. In sta rekla, zdaj sva se pa podkrepila, zdaj pa morava iti v najin laboratorij. Kajti v laboratoriju sta izdelovala teleporter in manjkalo jim je samo še kakšna urica dela, pa bo stvar delovala in ga bosta lahko preizkusila, ali lahko prestavlja stvari sem in tja. No, v glavnem, šla sta do laboratorija in sta srečala žirafo. Srečala sta žirafo in sta rekla, žirafa, kaj pa ti tukaj? In je rekla žirafa, jaz sem pa rahlo nesrečna, ker me trenutno boli vrat, ker imam angino in me boli grlo in vrat in se ne morem sklanjati. In to je pa težava, če se žirafa ne more sklanjati. Ne more ne jesti, ne piti, samo tisto, kar gor doseže, ne more se skloniti, da bi pila. In rekla, jaz bi pa tako rabila en vroč čaj z limono in medom, pa ne vem, kako do njega. Ampak ta vidva mogoče kakšno lestev. Pa sta rekla Nina in Bučko, ne, lestve nimava, bova pa zdaj naredila teleporter in ti lahko teleportirava vroč čaj proti angini direkt do tvojih ust. In je rekla žirafa, joj, a bi to res naredila? Kaj seveda bova, samo počakaj na tukaj, a ne? In sta šla v laboratorij. Žirafa je pa rekla, prav ji bom pa počakala, pa si malo požvižgavala, in je probala žvižgati, ampak ni mogla žvižgati, ker je imela angino, tako da je sama malo zakašljala. Nina in Bučko pa sta šla noter v laboratorij in tam sta najprej priklopila žerjav. Tam sta priklopila žerjav. Se vem, da ste vi mislili žival žerjav, ampak ona sta imela tudi žerjav noter v laboratoriju in sta dvignila še zadnji protonsko-fotonski akcelerator, pospeševalnik in ga prestavila v teleporter. Bučko je rekel Nini, Nina, a mi podaš te velik šraufen-ciger? Ona je pa rekla, dam ti ga, če poveš lepo po slovensko. Ok, a mi podaš ta velik izvijač? Rekla, ja, tukaj imaš šrauben-ciger, izvod. In sta se oba smejala, ker sta se rada tako hecala. Kar naenkrat pa Bučko pravi, manjka nama še plutonij. Plutonij, ja, nekdo je rekel plutonij, manjka nama še plutonij. Pa rekla Nina, ampak a ni plutonij nevaren? Rekel Bučko, ne, tukaj ga imamo v posebnem ovoju iz ocvirkov, in te ocvirki držijo ta plutonij tako, da da energijo, ni pa nevaren. In sta ga res dala še plutonij noter in pržgala. In je začel delati. Zdaj morava pa nekaj stestirati, ampak ne morava najprej, deva najprej navadno vodo, dava mlačno vodo najprej za žirafo
in sta ji dala mlačno vodo, ne, in sta utipkala in bžik, kozarec z mlačno vodo je izginil in sta šla pogledat ven in sta majhen narobe izračunala, ker se je zaslišalo ker je namesto, da bi se tista voda zlila žirafi v grlo, joj polila po glavi. Sta rekla, oprosti žirafa, bova midva zdaj pa takoj dala noter nekaj drugega in sta vtipkala nove koordinate in sta dala skodelico s čajem zraven, še kapo sta dala zraven, da je ne bi zeblo. In sta vtipkala in je odnesel gor in tokrat sta naredila natančno. In žirafa je dobila čaj v grlo, kapo na glavo, si lahko lepo odkašljala, grlo jo je nehalo boleti in takrat je vmes prišla še okrogla škatla, se je parkotalila in so jo odprli in ven je skočil tiger. In tiger je rekel, nehi. So rekli, kaj ne nehamo? So rekli, nehite se hecati, stvar je resna, jaz pa potrebujem vašo pomoč. Žirafi ste pomagali, zdaj pa pomagajte še meni. Namreč zmanjkalo nam je čokolad v džungli za novo leto in zdaj ne vemo, kaj bomo naredili. In so šli po čokolado in so jo teleportirali v džunglo. In potem je bilo novo leto v džungli rešeno, žirafa pa je Nini in Bučku veselo prepevala novoletne pesmice. Ja, tako da, evo, pravica je bila, še miš je na koncu prišla, ampak miši je zmanjkalo. Tako da, zdaj pogledamo, če je dedek Mraz že kje v bližini. Ne. Malo ga bomo morali še počakati. Na srečo imam pa jaz eno stvar, s katero se zelo, zelo lepo krajša čas lahko. Zdaj ne, a vi tudi kaj sestavljate kocke? Jaz vem, da kocka je cel kup, ne, imamo te 3x3, pa so 2x2, 4x4, pa piramingsi, pa skjubi, vsi so ful dobri, ne, taki, kaj se da narediti, kakšne neke hude igrače, evo, eni že pravijo, da sestavljajo kocke. In zdaj jo bom tudi jaz probal sestaviti, ampak kako se tega lotati? Veste, kaj bom, tole, jaz sem prijatelj, ki ga mogoče poznate, Nik Škrlec mu je ime, ne, ga mogoče poznate, ki gledate Krompir, ali pa če ste kocke sestavljate, ga tudi tako poznate, in ga bom jaz zdaj poklical, če ima on kakšen nasvet in zame in za vas, kako se lotati sestavljanja te kockaste zmešanke. Sam malo, pa sem rekel, da imamo tukaj noter tudi telekomunikacijski modul vgrajen, pa ta nima plutonija zraven, tako da dajmo N-I-K. Lepo pozdravljen, Boštjan, živijo otroci, vsi, ki ste danes tukaj z nama, ali celo z nami, živijo dedek Mraz, a je že kje, tamle? Ni ga še, ampak bo, ko mi čakam, da pride. Boštjan, spraševal si o Rubikovi kocki? Končno! Sem vesel, da te je začela zanimati, že koliko časa se poznava, nekaj let, pa je nikoli nisi hotel vzeti v roke. No, Rubikova kocka je nekaj izjemno preprostega, ki veš, kako deluje, tako kot vsaka stvar. In če bi jo rad rešil, jo moraš najprej razmešati, tako kot vsako uganko. Zdaj mešam tako, da ne bom videl, kako in kaj je kje. Glej, Boštjan, zdaj pa pozorno opazuj. Na začetku je pomembno, da slediš, da si ogledaš permutacije kocke, spravi pogledaš, kako je razmešana po domače in potem jo začneš sestavljati. Jaz začenjam vedno s prvim slojem na začetku, zato ker je to najlažje. Potem pa vzamem eno pot, ki se ji reče F2L. To je en malo bolj zabaven postopek. Glej, takole ga narediš, naenkrat, bum, imaš noter, kolikor se le da kosov, zelo težko je sestavljati in govoriti vmes toliko, da boš vedel. Potem, ko ti to rata, narediš prva dva sloja in ko sta prva dva sloja sestavljena, si že skoraj zmagal. Samo še par algoritmov narediš. A veš, kaj so to algoritmi, Boštjan? In glej, kocka je rešena. To je to. A ni simpel? Dej probi še ti, pa bomo mi gledali in navijali zate. Ok, zdaj si ti na potezi. Drugič. Ja, ok, Nik, se pravi, najprej eno plosko. Meni je ratalo že nekaj sestaviti, če dam še noter, ampak, moj bog, te neki algoritmi. Jaz obvladam stvari, kot so samostalnik, pa povedek ti pa nek
CFO, pa kakšni algoritmi, čakaj, veste, kako bom naredil, pihnil bom noter, pa mogoče mi bo pa po čudežu se vse skupaj sestavilo, ker 3/4 ploskve mi gre, pa se pa kar malo ustavi. Čakajte, 3, 4, čakaj, če jo tole predstavim, ups, malo je razpadla. Nik, prid na pomoč. Bravo, Boštjan, kapo dol, vse čestitke in to resno mislim, brez hecov, da ne boš mislil. Meni se zdi svetovno že to, da si poskušal in da si se lotil zadeve in da si svojo glavo poskušal razvozlati in priti kocki do dna. Vsa čast, sej, nihče ni pričakoval, no, jaz nisem pričakoval, da boš zdaj kar v prvo sestavil kocko takoj iz nič. To bi bilo skoraj nemogoče. Meni se zdi veliko bolj pogumno, da si se tega lotil. Velikokrat je to največja težava, da se naučimo česa novega, da se zadržujemo in da se bojimo tega, da nam ne bi uspelo. V resnici pa je to, tako kot si zdaj dokazal, čist zabavna stvar. Pa še, če smo pametni, se iz vsakega neuspeha in iz vsakič, ko nam nekaj ne uspe, lahko naučimo kaj novega. Glej, ti se boš zdaj naučil, kako kocka razpade na prav faktorje, a ne? Ravno kar se ti je to zgodilo. Zdaj, če jo boš sestavil, upam, da jo boš sestavil na roke nazaj, prosim, ne mi pustiti take razdrte kocke. Se boš naučil tudi, kako jo sestaviti nazaj na roke, to sta že dve stvari, in med tem se boš ziher veliko bolj znašel s kocko, ker boš videl, kako je sestavljena in naučil se boš tudi, kako deluje od odznotraj. To, Boštjan, je pa vredno zlata. In to, kar si zdaj naredil, je po mojem vrhunsko. Vseeno je Rubikova kocka kar zapletena uganka in prav inženirji so bili tisti, ki so začeli snovati prve postopke, kako jo sestaviti, in zaradi njih danes lahko tudi tekmujemo v tem in se vsak lahko nauči, kako sestaviti Rubikovo kocko. Samo mora si vzeti nekaj časa, pa gruntati, kako stvari delujejo in slediti različnim korakom in tudi algoritmom. Ampak, Boštjan in vsi, ki gledate, kaj pa bi se zgodilo, če bi vso znanje sveta v Rubikovih kockah naložili v neko napravo? Kaj pa, če bi recimo sprogramirali, ne vem, robota, da bi sestavil to kocko? A mislite, da bi bil boljši ali slabši od nas? Pa dajmo to preveriti. Na srečo imam tule eno posebno reč. Tole je taka plastična zver, deluje, robohobotnica, je jaz pravim. Strojček, ki zna sestaviti Rubikovo kocko, mogoče celo bolje kot ljudje. Pa dajmo to pogledati v akciji. Semle ga bom dal najprej, da razmešamo kocko, tako da ne vidimo. Ne, tako da strojček ne vidi robot. Tlele jo bom premešal. Zdaj bomo pa vsak čas videli, kako mu bo šlo. Takole. Evo, a je premešana? Vse je, ne? Jaz bom zadevco naložil noter, tako da jo bo on dobro videl. Evo, zdaj pa lahko štejete, ker mogoče bo zelo hitro, lahko pa da bomo tukaj do jutra. Robot, srečno. Aha, začel je. To bi pa po mojem bil svetovni rekord. Evo, Boštjan, lej, če ti pa vse pade v vodo, lahko pa še vedno sprogramiraš enega takega robota, pa si tudi vrhunski car, a? Kaj praviš? Ti je všeč moja tehnološka pogruntavščina? Wow, Nik, tole je bilo pa mojstrsko. Mislim, ne toliko ti, ampak robot. Robot obvlada. Jaz ne vem, če bi znal kaj tazga sprogramirati. Mogoče bi se kaj poskusil, mogoče mogo spet svojega sina vprašati, kam bolj te stvari obvlada. Mogoče bi lahko skupaj v Scratchu mi pomagal sestaviti kakšen program, da narediva. Mogoče prej kakšno animacijo, kakor pa ta prav program. Jaz bi mogoče to naredil. Evo, ti se ukvarji s to kocko, jaz bom pa naredil animacijo v Scratchu, kako se kocka sestavi. Pa bom malo pogolfal, ker tam lahko narišem sam, pa je takoj sestavljena. Ne? Zdaj pa dajmo mi pogledati, kaj se zgodi, če pritisnemo. Ojoj, a ste slišali tole? A ste slišali, lejte? To je pa znam, da je dedek Mraz nekje v bližini. Dajte mi ga zdaj pomagati poklicati. Jaz sem rekel 3, 4, potem vsi pokličemo dedka Mraza. Prav,
3, 4, Dedek Mraz. Že tečem. pa lepo videti po enem letu spet. Tudi tebe, veš, tudi tebe je lepo videti. A ti pomagam malo skočiti? Dej, lepo prosim, kaj poln. Uj, težak. Prim, močno ga drž, kaj. Ja, imaš. Super, imam jaz, dobro. Tako. Super. Hej, dedek Mraz, jaz se opravičujem, ampak veš, kaj imaš na internetu, ko te zmeri preverijo, ko te na internetu preverijo, če nisi robot, ko moraš klikati. To, ko moraš tiste captcha, pa to, ne? Klikni vse slike, če nisi robot, kjer je semafor, kjer je zebra, pa to, ja. Zdaj moram pa jaz tudi tebe preveriti in imamo tukaj seznam stvari. Tako da dajmo pogledati. Siva kučma je, kljukca. Bela brada, in ne samo bela brada, še beli brki, beli lasje, bele obrvi in da se malo nasmej. In tudi beli zobje. Lejte, otroci, dedek Mraz si, čeprav je na pol pravlično mitološko bitje, si vsak dan umiva zobe. Tako da, evo, to imamo. To pa v kožuh. Poskusi. Čakaj, pa tukaj pa. Nobenega gretja ne rabi. To je pa super, to po kožuh je. Zvrhan koš, to je, jaz sem ga prej držal in sem videl, to je težko bilo. Da ne bojo videli. To je bilo težko. Ja. In pa še ime. A ti je ime Jože? Kaj? Če ti je ime Jože. Kakšen Jože? Ja, tako, ko pišemo, ko pojemo v pesmici, Jože prišel je med nas, dobri stari dedek Mraz. Daj no. Oj že. A je tako, otroci? Oj že prišel, ne Jože. Ja, saj jaz sem poznal enega Jožeta, pa se tudi Mraz pisal, sam ni bil pa dedek Mraz. Ne. Okay. Oj že. Dej, sem se pa tudi jaz danes še nekaj novega naučil. Dedek Mraz, zdaj povej, tele na drugi strani kamere imamo zdaj cel kup otrok, ki ti verjetno tudi kaj še napiše, tako da otroci, če bi radi kaj sporočili dedku Mrazu, dajte napisati v klepet, mu bom jaz tudi prebral, ampak boš ti kaj pozdravil? Jaz bih prvo rad pozdravil, prvo rad bih dobro pogledal, da vas vidim, otroci. Dajte malo obrazke na ekran pritisniti na kamero, da vas vidim, no. No, dajte, da vas vidim. Ojoj. Opa, poglej. Zdaj pa hitro zobke pokazati, da vidim, če so čisti, ali pa če so sploh še notri. Ja, joj. Kaj imaš pa? Aha, v redu. Ja, lepo. Ja, super. Zdaj imam pa eno pomembno vprašanje za vas, se veste, ne? Pa najbolj, da kar to rokico dvignete, saj znate to v Zoomu narediti, ne? Znate to dvigniti rokico. Lahko tako, lahko pa tisto pritisnete. Ja? No, je pa pripravljeni. A ste bili letos kaj poredni? Kaj? Skoraj noben roke gor. Čisto nič niste bili poredni. To pa ne verjamem. Dobro, potem bom pa drugače vprašal. Kaj pa starši? A oni so pa bili malo poredni? Prosim? Poglejte, kakšen odziv. Ja, neverjetno, lepo jih učijo. Ste vi navihani. No. Ampak, a veste kaj, jaz komaj čakam, da od vas kaj slišim. Da mi vi kaj poveste, da me kaj vprašate. A ima kdo kakšno vprašanje? Tlele pravijo, živijo dedek Mraz, Oskar Razuma že pravijo, da imajo risbice zate. A lahko prosim pokažete meni risbice? Čakajte, daj tam jih vidim. Kar pokažite, dajte pokazati. Kar pokažite na ekran. A je to Oskar Razum, kdo je to? Vsi jih ima, le kakšne so. Vidim, poglej. 1, 2, 3, kako lepe. To je. A vidite, dedek Mraz, to fino, ta ustvarjalnost, Meni je, to je... pa ne sem pri otrocih, ustvarjalnost je vedno pomembna, a veste to? Tudi pri znanosti, a je tako? Ja, včasih se ti mora kaj reči, dajmo nekaj čudovega probati in potem ti uspe. Točno to ti govorim, ti moraš biti kreativen povsod, sploh pri tem, kar raziskuješ. Spomnim se Tesle. Kreativen dečko, res kreativen, mislim, kaj on se je delal. Pa tudi njegove stvari sem uporabil, veš. Fantastični izumi, jaz ti povem. Res fantastični. Tesla Coil. Kaj sem z njim počel. Čakaj, še eno risbico vidim. Tam je malo bolj temna je. Vidim jo, ja. Dobro, vidim. Čakaj, pa še neke izdelke. Poglej. Kaj pa je to? Čakaj. Da jaz tole vidim.
Ujoj, aha, dej obrni tako to, kaj imaš to v roki, kaj je to? Ja. A je to kost, kaj je to? A ti prepoznaš to zadevo? Jaz ne vem, ampak zgleda pa čisto hudopes, da saj ni kar v vesolju. Čokolega palčka, ta je pa že odletel. Pa tam je tudi eno v vesolju, pogledaj. Dobro. Grem za nazaj, da vse vidim, ker če ne vidim samo enega, potem je pa premalo. Lej, kaj te sprašujejo? Sprašujejo te, če damo detku Mrazu stav Rubikovo kocko. Zdaj mi je razpadla, ne morem. A drugače si se kdaj ukvarjal z Rubikovo kocko? A veš, da sem se igral s to Rubikovo kocko, pa imam malo težav, pa sem potem Nika poklical. Aha, a je tudi tebi pomagal? Veš, da Vse. Nik zna, jaz vam povem. Vsi te poznajo, Kaja žiga, Filipe, Maržanin živa, Bor Brina, Matica in Julija pa zanima, koliko si pa star. To vsakega zanima, koliko sem je stara, ne? A je starost res tako pomembna, otroci? Kaj pravite? Je, ne? Jaz mislim, da je važen predvsem tisto, koliko se ti tlele iskri pa bliska. Točno to, ne. Star si v glavnem toliko, kolikor se počutiš. In jaz se vsakega decembra pomladim vsaj za 500 let. Drugače pa, če hočete mojo starost izračunati, se malo pozanimajte, pa preverite, kdaj in kje se je začela ljubezen. Isto sva stara. Zdaj mi pa ti nekaj povej še, dedek Mraz. Jaz sem slišal, da si ti eni vprašal, kako je na severnem tečaju, ampak a ti si na severnem tečaju ali si na Triglavskem ledeniku? Kje si ti doma? Zares. Poglej. Če smeš povedati, da nam šli iskati daril. Darila jaz nosim, da rabite neš iskati, ne pa polet. Poglej, polet, severni tečaj. Logično, a ne? Ja. Pozim pa pridem tako blizu, ne? Pridem malo na Triglav, pridem tudi na Pohorje, tako da jaz imam lepe kraje povsod. Super. Daj mi povej, zdaj glede otrok je veliko, verjetno je otrok več, kot jih je bilo recimo pred 100 leti, pa pred 200 leti. A si se ti kaj moderniziral, a še zmeraj tako delaš stvari, kot se jih pred 100 pa 200 leti? Ne. Kje pa? Treba se modernizirati. Lepo te prosim, veš, da moramo iti korak s časom, etko. Ja, povej, kako pa? Imamo take fantastične tehnologije, imamo ta internet, vse imamo, ne? In tako da jaz sem se pa že pred leti začel modernizirati in sem si v bistvu pripravil avtomatsko sortirnico daril. Aha. A si predstavljaš to? Kako? Samo položi darila gor in jih avtomatsko sortira lepo, kam morajo iti. In se ne moreš zmotiti. Ne moreš reči, če ti bo kdaj to baterij zmanjkalo ali pa česar koli, se ti pa Nika splača. Jaz sem zdaj gledal njegovo novo predstavo, Zdrav, pamet in on se naučil vse poštne številke v Sloveniji na pamet. Veš mu rečeš, koliko je Ljubljana? Reče 1000, koliko je Maribor? 2000, koliko je Celje? 3000, koliko je Kranj? 4000, koliko je Spodnja Kungota? To pa ne vem, koliko reče, ker to on ve. Jaz pa ne, tako da če boš rabil pomoč... 2252. Ne, se ne me. Bom Nika, lej. Nik, upam, da si zraven. Ja, lej ga. Lej, Nik, ko bom rabil pomoč, če bo slučajno kaj zmanjkalo, baterij pa to karkoli, če elektrike zmanjka, lepo prosim, ne, mi boš pomagal. Še kaj, kaj pa 3D printer? 3D printer imam pa že... koliko časa, veš, da ga rabim. Ti dobiš novo igračo in potem se najde kakšen štorast palček, ne? Se spotakne zlom, ti moraš dostaviti igračo, 3D printer, vse nadomestimo. Zdaj pa tako, prej si Nika omenil in Nik me kliče, čakaj, ga bom dal program. Kje je Nik? Ja, hvala za besedo. Oprostite, dedek Mraz, jaz sem nadvesel, da vas vidim. Čakal sem vas celo leto. Hvala, da ste prišli še v mojem imenu. Gotovo vsi pokamo od hvaležnosti in smo veseli, da ste zdaj z nami. Ampak jaz si ne morem kaj, da se ne bi vprašal. Sej, midva se že poznava, ne? In vem, da ste zmožni marsičesa. Ampak kako točno pa boste zdaj darila spravili od nas tule do vseh, ki nas gledajo po celi Sloveniji? A ni to malo nemogoče? Za mene ni nič nemogoče. Jaz lahko vse. A res, kako pa to narediš, dedek Mraz? S teleportom. Kaj? Teleport. Svoj teleport jaz se hočem tudi teleportati. Kako pa to deluje? Čakaj, Halo. tukaj imam tak mikročipek, dam med dlani, pomanem, rečem 3, 2, 1 in pak! Dedek Mraz! Dedek Mraz! Kam je pa šel? Pa si bil še ravno kar to... A si se podstal skril? Kam je pa šel? A mu res teleport dela? Ja.
Detektor kaže, Ja. da dedka Mraza ni v bližini. Se pravi, da je res deloval njegov teleport. A mislite, sploh ne vem, kje naj ga najdem. Tele med rožami ga ni. A se mogoče tle skril ali pa... Pokličmo ga. A da bi ga še enkrat poklicali? Ja, to je dobro. Super. Ja. Jaz predlagam, da ga res tukaj se rekli, da ga skupaj pokličemo, ampak dajmo en prav poseben način se zmisliti, ne? Dajmo tokrat 3-krat zavpiti dedek Mraz, ne? Pa lepo gledajte noter v ekran, prav na ekran, pridite čim bližje ekranu, ne? In ga skupaj pokličemo. A vsi se moramo odmutati, veš? 3, 4 zdaj. Dedek Dedek Mraz! Vklopite mikrofone. Živijo. Tukaj sem pa zaustavil. Ti si res z enim čipom pa... Dedek Mraz. Dobre, jaz sem mislil, da mene malo hecaš. Darila sem šel dostaviti. Kaj darila? Darila otrokom sem šel darila dostaviti. A seveda. koliko časa ni bilo zdaj? Par sekund. Ja. Otroci, lejte, ne verjamem mi, a greste lahko lepo, prosim, vi zdaj pogledati po stanovanju, po hišah, pa poiskati darilo, ki sem ga pustil. Ravno kar sveže, še kaditi bi se mogli iz njega. Pa takoj prineste nazaj, da bo videl. Kar prineste nazaj. Kaj jaz malo ne verjamem, veš? Boš videl. Jaz malo ne Prosim, verjamem. lepo prosim, če te prvo takoj priteče nazaj. Koliko je teh otrok? Ne, boš videl. Koliko je teh otrok? To nismo mogli vseh. Vse ne, lej, teleport, jaz ti povem, jaz sem izkušen. Vse to sem dal čez in to deluje. Ja, Ti super. moraš sam, paf, Ej, vmes pa, ko so šli iskat darila, daj mi poglej, če mi je kdo kaj Daj, napisal. en sprašuje, Jure je vprašal, če bi bil rad ti pirat, tako kot je on. Jure je očitno pirat. Jure, pirat. A si ti kdaj hotel biti pirat? A veš, da nisem imel nikoli želje biti res pirat. Sem jih pa zelo rad gledal. To pa ja, jih občudujem. To je malo zoprno, ne? Kad ti imaš mraz, ti rabaš sneg, pa leto kola, ne? Nekaj moram priznati, nisem glih najbolj za morje, pa za vodo, veš, tako da nisem. Sicer reči futam v rokavčkih, ampak nisem pa dober plavalc. Samuel pa Leon sta tudi povedala, da je spodna kungota 2-2-1-1. Hvala. Evo. 2-2-1-1. Evo. Ja, kje ima? No, Evo. izvoli, Evo. kar poglej. A je? A so? Verjamem. Prosim, z Joj. veseljem. A vidite, kaj mi ni verjel, ha? Ja. Še dobro, da vas imamo, otroci moji. Prosim, z veseljem sem to prinesel. Ja. Eni ste, tako da ja, poglejte dobro, kje imate, če ga niste takoj našli, vam ga je mogoče dedek Mraz na kakšno prav posebno mesto skril. O ja. Tako da boste pogledali. Zdaj pa ne vem, dedek Mraz, bova midva ima malo... Sam gledam, ja, dobro. Kar lepo podarila, Ja, izvoli, povej. Vsi ti pišejo hvala. To se pa meni tudi zdi zelo lepo. To je zelo lepo Da lepo. in mi je da se všeč, zahvalite. da ste navajeni reči hvala. To je res lepo. Hvaležnost je lepa čednost. Premalkrat to vidimo, a ne? Ja. Ja. Tako da, dedek Mraz, jaz bi se povej. ti res zahvalil, zato da si bil danes z nami, da si poskakal po vseh teh, eni so ene robote dobili. Aha, ja. Ta prava so. Evo, bojo lahko še sami tudi kaj pol sestavljali. Jaz ti želim, da bo vse te tvoje tehnološke novitete, da ti bodo Jaz sem dobil roboto. Evo, Evo, bravo. to je to. Ne? Vse je prav, a ne? V glavnem, tako da otroci in otrokinje, hvala, ker ste bili danes tukaj z nami, tale naš prav posebni tehnološki dedek Mraz. Upam, da vas je navdušil tudi zato, da boste sami pobrskali, probali kaj narediti. Včasih lahko si uporabite domišljijo, si naredite kaj iz kartona, tako kot je tale detektor. Lejte, kaj dela, lejte, čakajte. Evo, dedek Mraz je zraven in dela. Lahko pa sami raziskujete, ustvarjate, programirate. Lepo se imejte. Zdaj pa ne vem, dedek Mraz, Ste še kaj povedala? a bi se tudi jaz mogoče lahko s tabo teleportiral? Bi. Lahko dobimo... Tukaj imam zdaj mikročip, ne? Alo. Izvoli. Ej, Aha, čakaj, en še nekaj sprašuje. Ja, a lahko dobim od tebe avtogram?
Ja, lahko, ti bom poslal, a je prav? Meni tudi. Ja. Ok. No, dobite. Prosim, palčki, če si lepo zabeležite. Da ne bom Sem pozabil. si zabeležil, bomo poslali po mailu, a je prav, očit in pa Po mamico. mailu pošljite moj Po mailu avtogram. bomo Sem jaz poslali, vse ja. zrihtal, imam Vse skeniran. bomo zrihtali. Lahko Okej. tudi Hvala, odlikaš palček, škrljica. Ja, Kot vedno. zato sem No, tukaj. zdaj pa, saj veš kako. Zdaj pa Ne? midva kaj, 3, Tako, skupaj, skupaj. 3, 2, 1 in... Ha, Pa pa to? Daj malo. še enkrat. A ja, ne, poln ga moram dati. Oh, Nič. Oh. Bova šla pa peš. Greva peš. No, To se imejte otroci in otroci. Adijo. Lahko dobim še v Adijo. škrljico. Srečno novo leto, ko pride. mua, Pa pa. adijo. Adijo. Adijo, adijo. 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 Še enkrat hvala, adijo. Dio, otroci. Dio, ste bili pridni. Se vidimo drugo leto. Čau. Čau, čau. Pa pa. Dio. Dio. Čau, Maja, Lima, Borut. Čau. Reče dio. Adijo. Dio, hvala. Hvala tudi mamice pa očetom. Dio. Hvala, ker ste noter pisali. Prosim, adijo. Dio. Zakaj mi ni z drona? Adijo. Ja, to pa drug let, no, ne moreš vsega naenkrat dobiti. Ampak, ja, tako je, lej. Pač. Se bo še Božiček prišel. Dio, otročko ti. Pa, zdaj se bom pa teleportiral. 1, 2, 3.